Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman, Moje ime je Karmen Logant. sva energijska trenerja za uspeh Dane- in to je Miran Karmen Show. Super. O čem bova govorila? Danes bova govorila o... Danes bomo govorili, kako ponovno obuditi partnerstvo. To je namreč vprašanje, ki ga velikokrat dobiva od najinih strank. In v bistvu bi mogoče najprej pogledala, kaj se v partnerstvu dogaja, oziroma zakaj gredo pari narazen, zakaj se partnerstva nehajo. Kje se izgubi tista, kako se reče, zavedno v dobrem in slabem, ne, in potem ugotovimo, da pač ok. Ne. V bistvu partnerstvo je zelo ena taka romantična zgodba na nek način. Ne. In na začetku, bom rekel, vse stvari jemljemo zelo tako, ne, romantično, idilično, ne, brezpogojno, ne, ni nobenega problema, ne, pač bodi to, kar si, celo življenje, sploh ni problema. Ne. In potem sčasoma začnemo ugotavljati, da mogoče je partnerstvo čisto nekaj drugega. Ne. To pomeni, ok, partnerstvo, zakaj grejo narazen. Dajmo v bistvu mogoče pogledamo nek scenarij, ne, kako sploh dejansko se celotna zadeva dogaja. Ne. Ker, tako kot smo rekli, na začetku pridemo skupaj, smo zelo entuzijastični, ne, zelo polni smo optimizma, zavedno skupaj, ta oseba spati ne morem, ne. Tako sem zaljubljen, da po kosilu še jesti ne morem, ne. Tako sem zaljubljen, da še zjutraj, ko se zbudim, ne morem več spati. Ok, mogoče ne tako, ampak razumete, ne? Ok, in potem zdaj v bistvu pač, ampak ko gremo skupaj, kjer so dejansko mogoče neke napake, ki jih delamo, na katere ne pomislimo, pa bi bilo v bistvu pač mogoče za tiste, ki ste zdaj v nekem, iščete novega partnerja, pa iščete nasvet, kaj dejansko bi bilo dobro pogledati, ne. Za tiste, ki ste pa že stari, ki ste pa že zagrebli, kamor ste zagrebli, ne. Pa bomo pogledali, kaj se dejansko da narediti. Katere so v bistvu napake, Karmen, kaj bi rekla ti, da ki jih naredimo, gremo skupaj, ki jih mogoče ne bi smeli. Jaz mislim, da v bistvu premalo pogledamo, kakšne so moje vrednote, ne, če govorim, recimo, in kakšne so partnerjeve vrednote. Ne. Vedno gremo na neko zaupanje, vse bo v redu, samo da se imamo radi in to je to. Ne. Ampak na začetku mogoče teh stvari ne opazimo, kasneje se pa vedno bolj pokaže mogoče neke razlike. In nas v bistvu to tudi privede do tega, da začnemo različno, oziroma da živimo malo mimo drugega, ne? Da v bistvu se z leti vse manj nekih skupnih aktivnosti, skupnega interesa in v bistvu se izgubi potem med partnerjema tudi neka energija, pretok, neko grajenje nečesa skupnega in tako, no. Ok, mogoče si majčkeno prehitro si šla noter v zgodbo in v konec, ok. V bistvu, jaz mislim, da vrednote pač mi imamo neke vrednote, ne, ampak dejansko te vrednote mi opazimo, ampak mislimo, da je vse ok. In imamo zelo visoko toleranco, zelo visoko potrpežljivost, ne. Ne glede na to, ali so to vrednote, ok, ne vem, opaziš recimo, ne vem, da ne vem, ženska, včasih se zgodi, da recimo ženska opazi, da partner kar pusti, da ona plača, ne, in potem si misli, no, se ga bom že ukrotila, bo že spremenila, ne. Enkrat sem imel recimo en tak primer, ne, in potem je dejansko sta bila že 10 let poročena in potem je enkrat, jaz sem z gospo začel delati, ne, in potem smo pač nekaj sledim pravi. Ne morem razumeti, prejšnji teden sem bila v gostilni, ne, in potem, ko je bilo v bistvu za plačati, slučajno prej je on potegnil ven denarnico, ne, vedno je brez denarja. In potem pravi, ampak jaz sem videla, da je noter v denarnici imel 100 evrov. Ne. In potem sem rekel, ja, dej, zakaj pa ne plačaj? Ja, nimam denarja. Ne. Ja, kaj pa tistih 100 evrov? Ja, tisti morajo pa tam biti.
A razumete? To so v bistvu mogoče neke, potem so vrednote, prvič so vrednote na področju financ, potem so vrednote na področju življenja. Tukaj je v bistvu področje intimnosti, to je zelo velika zgodba, o tem bomo še pogovarjali. Potem so recimo, ko pridejo otroci, kako jih vzgajati, kaj je pomembno, kako to. Potem so čisto neke, bom rekel, malenkostne vrednote, dejansko, kako dejansko preživeti dopust. Kaj narediti z denarjem, če dobiva, recimo, dobiva regres, kaj bo naredila. A razumete, v bistvu vse te zadeve, to so, in dejansko potem vrednote, kaj je dejansko, pač glede na to, kakšna je moja vizija, kakšni so moji cilji, a sem jaz, recimo, se potem partner se odloči, da bo, recimo, delal na sebi, da boste začela biznis, nekaj časa nazaj sem se pogovarjal z nekom, ki pač želi graditi svoj posel, in del tega, da gradiš posel, je tudi, da pač investiraš, in potem so seveda tukaj finance, kaj pa če sedaj investiram finance, kako bomo pa letos šli na morje in tako naprej. Sem rekel, dragi moj, ko sem jaz gradil svoj biznis, 10 let nisem bil na morju. Zakaj? Zato, ker sem vedel, da je pač moja vrednota je bila, da ko to zgradim, potem bom čez 10 let šel, kamorkoli že. Teh 10 let, da bom rešil na Havaje, kadarkoli še mečkam čakam, ampak sem že precej blizu in seveda vedno več stvari lahko grem. Tako da v bistvu ena stvar so vrednote, prepričanja, naši programi. Na začetku dejansko imamo dovolj energije, potrpežljivosti, se veste, tista zgodba, partner zamudi na zmenek, in potem se njega vprašaš, oprosti, zamudil sem, kaj narobe. Ne, nisi, ravno sem se, bom rekel, uredila malo, sej to. Ampak če recimo potem po 10 letih še vedno kamorkoli greš, partner zamuja 1 uro, pa kup si že tisto uro, daj si malo časa, ampak razumete, vse, bom rekel, neke take stvari na začetku zgledajo, seveda pač to je, ker dejansko gremo v partnerstvo za čustvi, zato pravim, da na začetku neko partnerstvo izgleda kot neka huda romantika, na koncu pa vedno bolj vidiš, da je partnerstvo res neko pričakovanje, spoštovanje, ker prva stvar je, če spoštovanja ni več, potem v bistvu je konec za partnerstvom, ampak v bistvu nekaj pričakuješ, daš nekaj v partnerstvo, in v bistvu od tega partnerstva potem nekaj pričakuješ. In dostikrat recimo srečam ljudi, ki pravijo, ves čas dajem, imam občutek, da dejansko ničesar ne dobim. Seveda tukaj so še druga vprašanja, da v bistvu jaz dajem, ničesar ne dobim, ali dejansko ima ta partnerja sploh znanje, kako ta stvar poteka. Ker pravite, recimo, če ima moja draga v bistvu rada, jagode, jaz si pa vsakič prinesem vsak teden vrtnice, daj sej fajn tele vrtnice, ampak daj ni osel, ampak dejansko, a bi se mogoče enkrat spomnil, da bi prinesel jagode, isto recimo, ali vemo, kaj dejansko partner hoče, a vemo na kakšen način, dejansko, a znamo razumeti to, znamo skomunicirati. Dostikrat, ko se začnem delati za stranko, najprej rečem, dajva pogledati zdaj, kaj ste se vi zadnjih 10 let pogovarjala, kaj vam je partner poskušal povedati, kaj vam je poskušal razložiti, kako vam je poskušal dejansko se približati, ker to je včasih dejansko zgleda, kot da je on tam nekaj kriv, dejansko, da pač nečesa ne dela in tako naprej, ampak a sploh partner to ve? Ja, pa je tudi mogoče to, da v bistvu mi moramo partnerstvo v bistvu na nek način zavestno pristopati, če hočemo nekaj iz njega dobiti, narediti in vse skupaj,
Večinoma pa živimo tako, da v bistvu pridemo skupaj in smo skupaj. In v bistvu živimo po nekih nezavednih principih, prepričanjih, ki smo jih dobili iz preteklosti in v bistvu sploh niti zavestno ne, bom rekla, ne da načrtujemo, ampak v bistvu pristopamo k temu, ne razmišljamo, da mogoče imamo komunikacijo težavo, sploh povedati stvari, ker če ti 10 let neko stvar pričakuješ in je ne izraziš, potem je mogoče to tvoj problem, da nisi nikoli sploh povedala, recimo, da hočeš, da partner plača ali pa da se dogovorite, da enkrat plača en, enkrat drugi oziroma kakorkoli. Se pravi, da v bistvu partnerstvo ni kar nekaj, kar je. Dobila sem partnerja in zdaj je to odnos. Ja, ni, ste še vedno dve osebi skupaj, ki lahko živita na nivoju 2 cimrov ali pa si gresta odnos, ki nastane med njima. Ampak za ta med njima odnos, to povezavo pa moraš ti narediti nekaj, dati nekaj in tudi prijeti nekaj. Ali pa mogoče tako, bom rekel, dobila sem partnerja, ali pa lahko rečeš, ok, dobila sem avto, zdaj ga moram pa voziti. Ja, točno to. Okay, kako ga pa voziti? A ga znaš prižgati? Ja. A znate, vprašajte se, ali znate prižgati svojega partnerja? Ali ga znate voziti? A ga znate parkirati? A ga vedno vzvratno parkirate, pa je vedno nesreča? A razumete? Super primer. A ga znate naoljiti? A ga kaj sfrizirate in tako naprej? In dejansko včasih potem, se veste, kako je bilo. Vsi smo, recimo, ne vem, v mladih letih, jaz sem pač imel precej striktno vzgojo, še zdaj včasih imam travme in tako naprej. Ampak v bistvu, ko sem bil otrok, mislim, mladostnik, jaz dejansko meni oče ni dovolil, da vozim avto. Ker večina, recimo, kolegov, kot jih jaz poznam, so, bom rekel, že pri 15 letih so tam po dvorišču, po travnikih, po teh raznih vaških in teh gozdnih poteh so vozili avte. To pomeni, foter te je naučil voziti avto. In potem si prišel v avtošolo in potem je bilo je večina njih kar mislila, da zna in je bilo vse. Ne. Zdaj pa treba to, zdaj pa treba pogledati ker, zdaj pa treba to. Ampak razumete? Ker v bistvu, ko potem recimo, ne vem, foter te nauči po svoje voziti avto, ti pa začneš voziti avto, to je isto, ko bi rekel partnerja, navališ na partnerja, daš v rejli in misliš, da je to. Partner pa tam gledajo, čaka pa kaj ogrevanje, se veste, pri avtu tudi motor, če je hladen, slabo teče. In če ni nobenega ogrevanja, če ni mazanja, a razumete? Naša primerjava. Potem dejansko je boljše, da poiščeš inštruktorja vožnje. Seveda. V bistvu, da se naučimo neke osnovne stvari, ki jih rabimo, zato da v bistvu imamo uspešen odnos. V bistvu sploh, da imamo odnos in da ta odnos lahko gradimo naprej. Da v bistvu, ker drugače pa ves čas tisto hladno, pa mlačno, pa toplo ogrevamo, pa v bistvu poskušamo. V bistvu sam koncept, ker tukaj sta recimo 2 stvari, več stvari, 3, se zdaj spomnim. Prva stvar je partnerstvo. Partnerstvo je nekaj, kar nam je samoumevno v življenju. Pojma nimamo o partnerstvu. Jaz ga nisem imel. Ne bom danes govoril o vseh mojih napakah. Vsi imamo zgodbe iz preteklosti. Druga stvar so finance. Zopet samoumevno. Vsi smo strokovnjaki za finance. A razumete? Vzgoja otrok. Vsi smo pametni in vsi imamo to. A razumete, to je samo nekaj področji, danes govorijo o partnerstvu. To pomeni, že v osnovi gremo v to neko partnerstvo brez znanja. In zdaj potem, bom rekel, ko gremo, to Karmen je prej rekla, pač vedno bolj nekako, bom rekel, poškodujemo drugega zaradi neznanja, vedno bolj te stvari prihajajo na dan, ker dejansko, se veste, kako je, ko se moški in ženska spoznata, si moški želi, da se ona ne bi nikoli spremenila. Ženska pa ravno obratno. Ženska pa razmišlja, kje v sebi
ga izboljšala. In dejansko stvar je v tem, sej tukaj še zakon privlačnosti, neke druge zadeve, o katerih bomo kdaj drugič, ne? Ampak dejansko pač ženska ima plan, kje vse bi bilo dobro neke stvari spremeniti. Ne? In potem se izkaže, da če ne delata na sebi, če ne rasteta, če nimata, bom rekel, če se ne razvijata, če nimate neke vizije, dejansko potem gremo samo, bom rekel, te stvari se pokažejo. In vedno manj imaš v partnerstvu energije, vedno bolj te razlike postajajo očitne in potem se nekega dne prebudiš in rečeš, ok, skupaj sva sedaj že, ne vem, 15 ali pa 5 let ali pa 10, odvisno kje ste, ne? In odvisno kakšna je zgodba. Seveda tukaj imajo neko predvsej veliko vlogo, imajo tudi otroci, ne? Ker dokler so otroci, je še doma, je partnerstvo na nek način varnost. Ste opazili to? Ne? Ker ko otroci zapustijo to družinsko gnezdo, potem zavlada, zaveva praznina. In ta praznina samo pokaže, kaj dejansko se je v tem času dogajalo, kaj dejansko partnerja nista razumela, kje sta bila na tej situaciji in kakšna je njihova situacija. In potem je v bistvu, gledajte, ko pravijo, ne, recimo ljudje, ki imajo denar, ne, in to naprej, ja, oni bogati se ločujejo, oni delajo to. Pa to sploh ni res. Ne. Mislim, v bistvu je res, ne, ampak poglejte, če smo iskreni, ne vi, upam, da ne vi, ampak mogoče ravno vam lahko pomagam, ne, ker prva stvar je, stvari se da rešiti. Bomo pogledali, kako se da stvari rešiti, ne, ampak druga stvar je, poglejte, koliko ljudi zgradi skupaj hišo, si zgradi neko življenje, otroci grejo stran, ugotovijo, da vse tisto, kar na začetku niso imeli znanja, niso znali živeti, komunicirati, energija ni tekla in potem dejansko pač se znajdejo na neki točki in ostanejo skupaj zato, ker imajo skupno hišo. Ne? Ker poglej, če sta dva in recimo imata hišo, in potem, če se ločita, ne, ravno to sem rekel, kaj pri bogatih razlika, ne, če se ločita, potem je problem, ne, ker je treba drugega izplačati, ker je treba to, kam bom jaz živel, zdaj imam stanovanje, tukaj sem navezan. Navezan na kaj? Na hišo, ne na partnerja. Ne. Ja, jaz bi mogoče te tukaj sam še dopolnila, recimo, ko smo prej govorila o vrednotah, ne, recimo, dostikrat pari grejo v odnos v pomenu te vrednote družina, ne, da si bomo zgradili družino. Ne grejo pa enakovredno noter z vrednoto zgradila bova partnerstvo. Gradijo hišo, imajo otroke in potem, ko to v bistvu se iztečejo, ti projekti, ostaneta ona dva skupaj in v bistvu te vrednote gradnje partnerskega odnosa pa mogoče na ta način nismo še ozavestili pa sprejeli, da bi bilo to tudi vredno vlagati pa graditi, zato v bistvu prihaja potem do vsega mogoče. Ja, ker v bistvu mogoče iz tega, ker dejansko pač to družina je projekt, hiša je projekt, ne, te stvari. Njuno partnerstvo pa nikoli ni bilo sam sebi namen. Tako, ja. In tako kot sem prej rekel, razlika pri bogatih ljudeh je, da imajo pač več denarja, nekateri imajo več hiš, ne, in potem je pri njih je lažje to, da plačajo advokata, mislim, pustimo zdaj, da se kregajo, ampak ti imaš to, jaz imam to, eksistenca je mečkaj lažja, ampak bistveno ni zdaj to, ne, gremo zdaj dejansko. Za nas je v bistvu to, da v bistvu dosti parov, ker ni toliko, bomo rekli, materialnih dobrin, v bistvu tisto, kar imajo težko razdeliti, ne, in v bistvu raje ostanejo skupaj, kot da bi šli na razen, oziroma pogledali, kako lahko rešijo svoje odnose. Ja, rajši dejansko trpijo in se sprijaznijo, ker pač, ne vem, nekdo, ki je star, ne vem, za nekatere, plejte, iskreno, za nekatere se življenje konča pri 50 letih, 60 letih sploh, ne. Recimo v 70 letih je dejansko nekdo, ki je star 60 plus, sploh ne razmišlja, da, ok, ugotovil sem, da je partnerstvo prišlo do neke meje, ne, da bi sploh dejansko razmišljal o tem, da je možno, da si ustvari ali da regenerira to partnerstvo, ki je že obstoječe, ali pa da si najde novo partnerstvo. Vse stvari so mogoče. Ja. Okay. Gremo zdaj pogledati. Kako je mogoče? Kako je mogoče.
Okay, dajmo pogledati, kakšni so pol koraki, da neko partnerstvo ponovno obudimo, da zaženemo in da traja. Prva stvar, ki smo rekli, ne, mogoče toliko nisva prej govorila tudi o sami viziji. Ne, ker v bistvu vizija, ki jo imamo, je zelo pomembno, da imamo vizijo za svoje življenje, svoj razvoj, vizija, pač oba partnerja imata vsak svojo vizijo, ne, in potem v bistvu morate imeti vizijo za skupno življenje. Tako. In ta vizija, ker te vizije za skupno življenje ni, ta se poruši, je dejansko potem pač konec. Ampak glavni problem, ki je tukaj, je dejansko energija, ki jo je zmanjkalo, ker na začetku je še bilo nekaj energije. Ne, okay. In druga stvar so v bistvu vse te poškodbe, ki so nastale po poti. Ne. Poškodbe v smislu čustvenih, dejansko raznih občutkov, stanj, izkušenj, ko se nekdo počuti zanemarjenega, ko se počuti nerazumljenega, ko se počuti, ne vem, mogoče, ne bom rekel, ogoljufanega, potem so pač vse to razočaranje v tem partnerstvu, in vse te stvari dejansko, bom rekel, pustijo bistveno večje posledice, kot se mi večinoma tega zavedamo. In tukaj v bistvu nastane problem, ker dejansko večina parov, večina ljudi, vse skupaj ta njihov problem dejansko zreducira na njihovo razumevanje. To pomeni, če sem imel v partnerstvu, če imam v partnerstvu težave, če v partnerstvu mi ne teče, če sem prišel do neke točke, kjer ne morejo več naprej, to pomeni, da nečesa ne razumem. In kaj potem naredijo? Edina stvar, ki je, da grejo do nekega psihologa ali pa družinskega svetovalca. In potem ta družinski svetovalec jih tam posadi in potem so razni dogovori, dvogovori, prevajanja, potem, ne vem, on pove nekaj in pač ta družinska svetovalka ženi prevede, kaj je on mislil in tako naprej. Ampak moramo razumeti, da je to samo en nivo. En nivo reševanja, ker v bistvu človek je dejansko razumsko, miselno, čustveno, duhovno, energijsko in seveda tudi fizično bitje. To pomeni, imamo tukaj, bom rekel, štiridimenzionalno bitje in mi vse skupaj to, bom rekel, propadlo partnerstvo v bistvu poskušamo obuditi na miselnem nivoju. A razumete? To je isto, kot če bi rekel, imamo avto, ki je pač v slabem stanju in edina stvar je, da mi, bom rekel, napumpamo gume. Kaj pa motor, kaj pa v bistvu šasija, kaj pa, bom rekel, tehnologija in vse ostale zadeve. Tudi v bistvu prva stvar, ki je, da dejansko moramo delati na energiji. Ker energija je dejansko ključ. Glejte, ko imamo mi dovolj energije, ko imamo mi navdušenje nad življenjem, ko imamo mi neko čutimo, da lahko naredimo nek svež začetek, lahko naredimo vse. Zato, ker recimo, glejte, in v partnerstvu, in v poslu, kjerkoli imam na tisoče izkušenj, kjer lahko ti bom rekel, za dovolj energije skompenziraš vse ostalo. Tudi, če ne veš ničesa, vprašaš. Jo, živijo, oprosti, dragica, ne veš, kako je, dragica, kako bi pa tebi danes pasal. Okay? Da skuhan zrezek, sem mislil, da ne bo kakšna pomote. Okay? A razumete? Ampak v bistvu vedno lahko vprašaš, ko imaš dovolj energije. Ampak ko je teh poškodb dovolj, ko ti v bistvu se zjutraj zbudiš in potem pogledaš, hotel sem v bistvu pogledati, ok, še vedno ista faca, ki jo gledam že 20 let, upam, da ne bo čez 20 let, če bomo delali absolutno nov. A razumete, da dejansko v bistvu vse te stvari poskušaš se pogovoriti. Potem pridejo neke stvari, ker morate razumeti eno zadevo, da ves ta čas skozi najin odnos se poškodujemo. In ko sem jaz poškodovan, ko sem ranjen, potem se lahko samo dotaknem ali pa jo objamem. Če je vsa ranjena, se bo zgodilo, da bo bolelo. Ja. V bistvu mi dosti krat, recimo, kadar smo poškodovani in recimo naši odnosi s časoma niso taki, kot bi si želeli, se znajdemo v nekem občutku ali jeze do partnerja, ali recimo
zamere, ali pa mogoče že potem tista naslednja stopnja odpor, ampak tudi otopelost je še vmes, v bistvu, kot je že vse eno. In to so vse v bistvu poškodbe. Najprej v bistvu odpor, potem pa otopelost. Ja. Ker morate eno zadevo vedeti, ne? Ko se pogovarjam z strankami, ne? Če pridejo reševati zadevo, ko so še jezne, besne, norijo, pomeni, da ti je še mar. Ja. Ker v bistvu veš, kaj mi on dela. Ok, v redu, super, bomo rešili, se da rešiti. Okay. Najna izkušnja je, da je dovolj, da eden izmed partnerjev res začne delati na sebi, začne spreminjati način, kako gleda, se začne zdraviti, začne drugače pristopati, začne drugače delovati. Absolutno, eden je dovolj. Ni nujno, da rabimo na kavču oba, da se morata oba strinjati, da morata oba skozi neko terapijo, da morata oba to. Ampak dokler je še jeza, pomeni, da ti je mar. Ko enkrat rečeš, da je stara, ti kar govori. Ker v bistvu, ko nekdo reče, a boš kaj jedel? Karkoli. A me razumete? Ne? Potem je dejansko. Ne? In prva stvar je, da gremo delati na energiji. Ja. Da regeneriramo energijo, da zopet najdemo eno vizijo, da dejansko tudi svojo kreativno energijo v nekem fizičnem smislu regeneriramo. Druga stvar je, da gremo pozdraviti te poškodbe. Ker ko mi pozdravimo te rance, greste vi seveda prva stvar je, da morate imeti interes, da hočete ta odnos rešiti. Ker če tega odnosa ne želite rešiti, oziroma kot sem rekel, če ste že v stanju apatije, potem je brez veze, potem nimamo kaj se pogovarjati. Ampak dejansko absolutno ne. Gremo pač, zdravimo te rane. In seveda potem zopet gremo na tisto zgodbo, kot smo že na začetku, pričakovanja, vrednote, razumevanje partnerstva. Vse te, bom rekel, še na te. In dejansko potem pač zadnji korak, ki ga moramo narediti, je, da, ker pač vse skupaj moramo razumeti, da to ni dogodek, da nekdo pride, v sekundi bom spremenila partnerstvo, bom rešil svoje partnerstvo, ampak je to nek proces, kjer dejansko ti potrebuješ eno podporno okolje, da lahko vztrajaš, da lahko to, ne? Ker dostikrat reče po tej strani, poglej, ko ti začneš nekaj zopet dajati, ko poskušaš rešiti neko zadevo, te partner testira, ker ne verjame, ker ne ve, ker v bistvu ne more verjeti. Se veste, kako je v bistvu pri nas že dejansko, če te kolega pokliče, živjo, kako si, daj povej, kaj hočeš. A razumete? Ne? V bistvu vedno pričakujemo, da je nekaj, samo pač poklical sem te. A razumete? Ne? Tako da v bistvu dejansko so ti koraki. Ne? In razumeti moramo res, da ni tisto samo naše razumevanje, razumevanje je zelo pomembno. Ampak dejansko je naša energija, zato mi kot energijska trenerja dejansko delava ravno na tem področju. Ko imaš ti z energijo dovolj energije, ko si ti, bom rekel, zaceljen, ko imaš ti, bom rekel, si lahko daš novo priložnost, lahko narediš nov začetek, je dejansko obrneš nov list v zgodovini. Ne glede na to, ali greš potem v novo partnerstvo, ali dejansko s tem obstoječim partnerstvom samo nadaljuješ z novim razumevanjem. Mogoče tukaj ena zadeva, ki jo dostikrat napačno razumemo. Velikokrat recimo vidimo, ko grejo ljudje narazen, se sprosti neka energija, ki je med njima bila, in potem oseba misli, zdaj sem se tega partnerstva rešila, zdaj bo pa vse drugače. In v bistvu ne naredi pa v bistvu nič na sebi, na svojih prepričanjih, na svojih vrednotah, na jasnosti, kaj bi v bistvu želela od partnerstva pa od partnerja, in v bistvu se nič ne spremeni, ampak mi pa imamo v glavi, spremenilo se je to, da več nisem s to osebo. Ne? Ampak jaz mislim, da tukaj se delo šele začne, ker če gremo samo iz enega v drugo partnerstvo, nismo še nič rešili. Moramo mi pogledati, kakšna je naša energija, kakšna je naša vibracija, kje so naše prepričanja, kakšne poškodbe imamo, in to dostikrat sami ne vidimo. Zato, ker ko ti imaš partnerja, se pokaže vse, kar je v tebi. Ko ga nimaš, je pa fajn, ker nimaš ogledala. In si lažje tako visoko energijsko gledano, se počutiš visoko, v resnici pa v bistvu imaš poškodbe, ki jih nisi pozdravil.
Zato, ker moramo vedeti, da dejansko, če je odsotnost testa, Ja, ne pomeni, da mi znamo snov. točno. A razumete? Ne? Isto ko imate otroke. Ne? Okay, si se učil zgodovino, a znaš zgodovino? Ja, v redu sem. A Tošica kaj sprašuje? Ne, nič. Okay. In je super, ne? Ja. In potem pa se testi začnejo, pa isto bo partner. Jaz sem imela eno stranko pred časom, ki je bila v bistvu že 10 let, je delala na sebi, je bila super je bila. Ne? In potem je prišla k meni na trening. Ravno takrat je tudi začela nov partnerski odnos. In rekla, Karmen, jaz sem mislila, da sem vse te stvari v teh 10 letih podelala in zdaj vidim, da sem točno tam, kjer sem 10 let končala. Ampak 10 let je bila sama, je delala na sebi, ko je prišel partner, se je pa vse pokazalo, kako je. Dejansko pa zgodba je taka, da ko delaš sam na sebi, ko rešuješ sam neko partnerstvo, sam na sebi, ne, dejansko ne vidiš stvari, ki jih nekdo vidi, ker dejansko, če bi jih videl, bi že v prejšnjem partnerstvu lahko rešil. Nimaš niti korakov, nimaš niti znanja, dejansko na kakšen način rešiti, v kakšnem vrstnem redu, ampak imaš pa dober občutek. Ja. Sej, dejansko, če grem jaz sam na fitness, imam vedno dober občutek. Dokler poleg mene nekdo z takimi mišicami ne začne delati. In dejansko mene gleda, kaj se jaz grem in ne vem, s tistimi 5 kilogrami. Mislim, a me razumete? Ne? In dokler dejansko nimaš nekoga, da te vidi, da te sliši, da začuti tvojo energijo, da intuitivno vidi, kaj se v ozadju dogaja, dejansko pač živiš v nekem svojem svetu in si prepričan, da delaš narobe. In potem, ne, da delaš prav. Da delaš in si prepričan, da delaš prav. Ja. In potem pride neka situacija in te popolnoma dejansko poruši. Ampak škoda je, zato dosti ga tudi pravim, da smiselno je, ko ste v težki situaciji, takrat izkoristiti moment. Takrat izkoristiti moment, zato ker takrat veš, ok, bolilo me je, ne želim še enkrat iti nazaj. Tako da v bistvu, ja, ok. Ampak vseeno, deva še pogledati, recimo, ker seveda najlažje je, da greš čez nekom narazen, ampak v bistvu velikokrat smo v situaciji, ko smo v partnerstvu, ni vse tako, kot bi želeli, pa bi vseeno želeli spremeniti zadevo. Jaz mislim, da je recimo dovolj, tako kot si že ti prej omenil, da se ena oseba loti dela, da ena oseba začne spreminjati svojo energijo, pa tudi energijo potem in dinamiko cele družine preko tega. In da je v bistvu ključ v tem, da mi postanemo močnejši, da mi postanemo jasnejši, kaj hočemo, da začnemo sebe najprej graditi in hkrati dvigati še odnos pa partnerstvo. Kaj ti misliš o tem? Ja, zagotovo. Prvo vprašanje je tudi v bistvu, bom rekel, kdaj je čas, da začneš nekaj reševati. Ker v bistvu ena zadeva, ki jo vsi skupaj se soočamo dnevno, so sami, bom rekel, ti dvogovori, ki jih imamo sami s sabo, se je še ok, se je še čas. Ampak dejansko zopet, če nisi strokovnjak, dejansko to je isto kot recimo pri avtomobilu. Jaz sem ravno lansko leto sem mislil, pač servis redni, in potem sem mislil menjati olje, in potem mi pač mehanik pove, ok, zdaj so olja že izboljšala in prej je bilo treba olje menjati na 10.000, zdaj je v redu na 20.000. Nisem naredil veliko kilometrov. Ampak dejansko je treba preveriti, a je to v redu. Ker če sam tega ne znaš, če čutiš, da neke stvari niso ok, in dejansko ne veš, to je isto kot pri avtu, ko začne nekaj mal škripati, je potem boljše, da preveriš, ok, kaj se zdaj lahko zgodi. Ker plejte, nekaj začneš škripati, ti pozabiš preveriti, in potem dejansko pač, ne vem, je tam nosilec za kolo, kjer si izgubil tisto matico, in je mal začel skakati in na naslednji grbini bo pač kolo odletelo. In isto je v partnerstvu. Ko začne neka zadeva škripati, se lahko, se ni nobenega problema, pač na avtu nekaj škripa,
Ne? Ampak, če jaz tega ne preverim z nekim strokovnjakom, koliko je pa to nevarno, kam se pa ta zadeva gre. Ne? Ker, gledajte, tudi tako, recimo, dostikrat jaz rečem, življenje je kot, bom rekel, neka hoja na goro. Ne? In bistveno lažje je nekoga rešiti, če rečemo, da gremo na 1000 metrov ali pa 2000, okay, gremo 2000 metrov višine, ne? Zdaj smo pa na 500. Okay, bistveno lažje je nekoga s 500 metrov reševati, kot pa da pade na nulo ali pa na minus 100. Isto pa v življenju. In to, da se rečemo, vse je še ok, vse je še čas, vse je še v redu, če pogledam druge, kakšne so pa to. Bova mi da govorila še naslednjič danes, je to tematika, da ne bova, kako dejansko izgleda res neko čudovito partnerstvo, da majčkeno preverite, da majčkeno vidite, kako je. Vedno lahko rečemo, ne, se poglej, une dva se pa, ne vem, se pa pretepata. Mi smo še dobri. Mislim, vse je odvisno, kakšen standard. Kakšen standard, koliko dejansko sreče imamo, koliko dejansko želimo, koliko dejansko, na kakšnem nivoju pretoka energije vsega tega želimo imeti partnerstvo. Ampak tisto, kar so danes hotela povedati, je, da dejansko stvari gredo narobe zaradi našega narobnega razumevanja, narobnega štarta, pač izgubimo ogromno energije, ne? To je pač pomembno, da razumemo in da stvari se da rešiti, stvari se da regenerirati, stvari se da postaviti na novo, partnerstvo, ljubezen se da obuditi, ker ko ti dobiš sam neko motivacijo za življenje, ko začneš rasti, ko si postaviš vizijo, ko spremeniš svoja prepričanja, dejansko avtomatsko potegneš partnerja za sabo. Če pa dejansko se zgodi, da partner ostaja v neki tisti svoji negativi in tako naprej, pač potem se pač odločiš, ali dejansko hočeš, imaš doma nekoga, ki je ves čas v temi in to, ali pa greš dejansko v novo svetlo življenje. Ampak v večini primerov je, bom rekel, gre sta partnerja oba skupaj in je možno, absolutno. Odlično. Ok, to bi bilo, bom rekel, za danes. Upam, da ste dobili kaj uporabnega. Če imate kakršnakoli vprašanja, komentarje, pišite na info@miranpetrovan.com. Tako da ostanite čudoviti in vas zaenkrat pozdravljava. Ja, lep pozdrav. Ok, čau. Čau. Kaj, tam ne gleda kamera.